kaj bi bilo dobro, da vejo, preden napišejo prvi mail? Te osnovne zadeve. Sam to, da vemo, če smo takrat prosta, to se mi zdi glavno. Se mi zdi, da pol se pa vse dogovori sproti. Meni tudi se mi zdi najlažje, da se pokliče, da tudi slišiš osebo, da se pač, da je bolj osebno, da poveš želje. Ja, pač oni se naj usedejo dol, pa se vprašajo, kaj bi zdaj radi. Saj to bomo pol mi skomunicirali, če smo mi dva pač pravi naslov za to, ampak zdaj pač kaj hočem, ne, ali hočem pač čez neko skupino, ali hočem, ne vem, večglasno petje, ali hočem ful dobro instrumentalno spremljavo, ono, ne. Kateri komad hočeš, da ti bo igral, ne, in pol pač začneš itak. Ne pošlje, verjamem, da nihče ne pošlje samo nama povpraševanja, torej pošlješ več različnih povpraševanj, pol pa pač skozi to komunikacijo vidiš, ali pa mogoče tudi najbrž spoznajo, kaj bi tudi pač oni radi, ne. Itak se mi zdi, da je lažje včasih, da ti nekdo pove neke želje. Čim več stvari veš, lažje pol tudi narediš, ne. Tako da se mi zdi, da se moraš čim več res pogovoriti, koliko je pač mogoče, da čim bolj razumeš partner. Pa jaz mislim, da tudi to, kar je resnica, ker vsi to delamo, pač pošiljati kaj povpraševanja vse poprek. Se mi zdi čist brez veze, ne. Ker zdaj pač najlažje je videti na ChatGPT pa reči, poišči mi 30 mailov od pevcev, pa bom poslal pač, ne. Ampak se ne moreš kar poslati, pa ne boš vzel za nekoga, ki je 20 € cenejši kot druga, pa neke te